Pozdravljeni. Čeprav se je sezona že zdavnaj končala, zanimivih novic iz sveta Formule 1 ni videti konca. Poglejmo si tokrat, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes bomo, kot običajno, imeli 4 različne sklope novic, kjer se bomo dotaknili vseh tistih tem, ki po mojem osebnem izboru niso dobili dovolj pozornosti v raznih medijih ali pa potrebujejo dodatni komentar. Tudi tokrat, ukolikor bi si želeli prebrati, kaj piše v samih originalnih člankih, ki jih navajam v samem prispevku, imate vse bližnjice, seveda navedene v opisu. Mi pa najbolje, da se lotimo naše prve današnje teme, ki je izjemno obsežna in dokaj kompleksna. Viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1, poročajo o novem, v navednicah, škandalu, ki se dogaja v ozadju. Seveda, o tem smo lahko brali v mnogih člankih, v mnogih virih. Sam bom navedel 3 članke, ki so bili vsi 3 objavljeni 6. decembra in vsi 3 na spletnem portalu motosport.com. Če se vpraša za moje skromno osebno mnenje, bi bil dovolj en krajši zapis, en krajši članek, ki bi lahko pojasnil vse. A verjamem, v tem obdobju je treba tudi malce zapolniti tisti prostor, ki bi drugače bil namenjen drugim novicam iz sveta Formule 1. A začnimo na začetku, zakaj pravzaprav gre. FIA je začela s preiskavo o pretoku informacij med FOM, Formula 1 managementom, in neko neimenovano ekipo, kjer bi bilo možno, da nekdo nekako prenaša zaupne informacije iz seveda tistega dela, ki organizira svetovno prvenstvo Formule 1, že prej imenovani FOM ali poenostavljeno Liberty Media, do ene izmed ekip, ki bi se tako lahko celo okoristila. In ukolikor ste zasledili članke, so vsi posumili na srečno poročeni par Suzy in Tota Wolffa. Seveda Toto Wolff je glavni odgovorni pri tovarniški ekipi Mercedes. Suzy Wolff je pa postala glavna odgovorna za tako imenovano seveda Formula 1 Academy ali naslednico tiste ženske serije W Series. In seveda Suzy Wolff po hierarhiji odgovarja direktno Stefanu Domenicaliju, ampak ne ukvarja se direktno s Formulo 1. In to, da je poročena s Totom Wolffom, je vse prej kot skrivnost. Torej, če glavni pri Formula 1 management to ne skrbi, zakaj se s tem ukvarja FIA, ki je 3. člen v tako imenovani pogodbi Concord. FIA se s tem mora ukvarjati, ker je nekdo od preostalih šefov ekip sprožil vprašanje. Seveda v vseh uradnih virih ni točno s prstom pokazano ne na Suzy in ne na Tota Wolffa, ampak kdo drug bi pa lahko bil. In seveda tudi tisti, ki je ves ta plaz sprožil, ostaja zavit v neko tančico skrivnosti, ni nam dano vedeti. Ampak, če se vpraša mene in če se mi dovoli malce hudobije, bi najprej pomislil na koga iz sveta Red Bulla. Ne vem zakaj, Christian Horner se mi zdi pravi kaliber, da bi lahko sprožil tak malce manjši škandal, da popestri božično-novoletne praznike oziroma obdobje pred njimi. Vsekakor, če se spomnimo, komisija pri FIA je tudi obravnavala
nešportno vedenje Lensa Strolla, ko je zalučal volan v člane ekipe Aston Martin. In seveda, tu smo videli, kako je dobil ukor. Kaj se bo izgodilo iz te zgodbe, sam sicer ne vem, ampak tako Toto Wolff, tovarniška ekipa Mercedes kot Suzy, seveda zanikajo in se ostro postavljajo proti kakršnikoli obtožbi o prehajanju nekih skrivnostnih informacij, ki jih verjetno Suzy Wolff tudi nima. A verjamem, mnogokrat v takem obdobju je potrebno tudi povečati tisti fond člankov, ki jih imajo vsi viri Formule 1. Zato, kot sem že omenil, tej, po mojem mnenju, malce zakotni temi so mnogi posvetili preveč pozornosti. A pojdimo naprej, kajti zgodilo se je še marsikaj zanimivega. Ekipa Sauber je bila zmeraj ponosna na to, da prihaja iz Švice. In seveda nam, navdušencem, je to malo da ne samo po sebi umevno. In seveda sedaj, ko je konec pogodbe z pokroviteljem Alfa Romeo, večina izmed nas pričakuje, da bodo pri tej ekipi iz Hinwila nadaljevali svojo tradicijo. A kot poroča spletni portal GP Blog 5. decembra, bodo naslednji bolid, tisti, ki bo prišel prav v sezoni 2024, predstavili v Veliki Britaniji. In seveda v tej švicarski ekipi so pogostokrat bolid predstavili seveda v Švici. Kdaj pa kdaj so seveda predstavitev zamaknili v kakšno drugo državo, ki je bila pomembna za pokrovitelje, in tu bi lahko v zadnjem obdobju celo se spomnili tistega primera, ko so bolid predstavili na Poljskem, ampak nikoli, poudarjam, nikoli v Veliki Britaniji. Znano nam je, da ekipa se v sezoni 2024 morda ne bo imenovala Sauber. O tem bomo obveščeni, ko bo FIA objavila tisto uradno listo nastopajočih, seveda do takrat nas loči še nekaj dni. A vemo, v sezoni 2026 bo ta ekipa nosila uradno barve Audija. In sedaj bi lahko začeli malce špekulirati, zakaj se bodo predstavili v Veliki Britaniji. Namreč Audi se do sezone 2026 noče vmešavati v celotno zgodbo, ampak rad bi vas spomnil na neko zgodbo, ki je bila v svetu motošporta prisotna v začetku novega tisočletja. Ne v Formuli 1, temveč v vztrajnostnih avtomobilih. Audi je v tistem obdobju dobesedno kraljeval. Ampak med sezono 2001 in 2003 so imeli poseben projekt pod znamko Bentley. Verjetno se marsikdo izmed vas spomni Bentleya Speed 8 iz sezone 2003, ki je zmagal z znamenito dirko za 24 ur Le Mana. Sam nimam nobenih informacij, ampak ko sem slišal, da bo Sauber svoj novi bolid predstavil v Veliki Britaniji, mi je takoj v misel skočila ta povezava. Ampak še nekaj dni nas loči, kot sem že omenil, do tiste uradne objave, in vedeli bomo, kako se bo klicala ekipa Sauber v prihajajoči sezoni in če moja intuicija ima kakšno osnovo ali ne. Ampak do takrat je najbolje, da se lotimo naše tretje današnje teme. O Jeanu Todtu se mnogokrat govori v superlativih. Glavni odgovorni scuderie Ferrari med sezono 1993 in 2007 in od leta 2009 pa do leta 2021, seveda predsednik FIA. Jean Todt je podal pred kratkim rahlo kontroverzno izjavo. Zaslediti jo je bilo mogoče v hitrem pregledu novic, ki je bil objavljen na spletnem portalu Race Fans 6. decembra. Zakaj gre?
Jean Todt trdi, da je bila velika nagrada Singapurja iz sezone 2008 neregularna in da po njegovem mnenju bi jo bilo potrebno razveljaviti. Seveda v preteklosti smo govorili o želji Felipeja Mase, ki bi rad nekako spremenil končni rezultat sezone 2008 in zgodb nočem ponavljati. A zanimivo je, da pravzaprav spletni portal Race Fans navaja članek, ki je bil objavljen v italijanskem časopisu La Stampa 3. decembra. Gre za malce daljši intervju, kjer Jean Todt predvsem govori o svojem odnosu z Michaelom Schumacherjem. In seveda tu se ustavlja tudi ob mnogih grenkih trenutkih v sezoni 97, 98, 99 in seveda tisto tragično nesrečo ter njunem prijateljskem odnosu, še bi lahko naštevali. In samo z enim stavkom bežno omenja tisto, kar sem vam povedal pred nekaj minutami, da po njegovem velika nagrada Singapurja bi morala biti razveljavljena. Pika. A seveda Jean Todt tu pozablja na kar nekaj malenkosti. Prvič, res, ko se je zgodila velika nagrada Singapurja, on ni imel nobene funkcije, ne v Ferrariju in ne v FIA. A v trenutku, ko je škandal Crashgate prišel v javnost, je bil predsednik FIA. Zgodilo se je po veliki nagradi Madžarske leta 2009, ko je Nelson Piquet mlajši izgubil svoj sedež pri Renaultu. Ampak takrat Jean Todt, ki je imel priložnosti zadeve razčistiti, enostavno ni opravil temeljito svojega dela. Dobro nam je znano, da Flavio Briatore kljub obsodbi še danes hodi po pedoku, Pat Simons je pa tisti, ki dobesedno piše pravila za Formulo 1. Torej, lahko bi dejali, da že takrat zadeve niso bile upravljene tako kot treba. A kaj bi pričakovali od nekoga, ki pravzaprav ni dejal nič po vsem tistem, kar se je zgodilo na veliki nagradi Abu Dhabija v sezoni 2021. Sveda, bilo je le nekaj tednov pred koncem njegovega mandata in zato je vse zadeve prepustil svojemu nasledniku, ki pravzaprav ni imel nobene moči, kaj narediti, ampak je vsaj zadeve razčistil. Moj osebni pogled je ta, da Jean Todt v tem primeru bi lahko bil lepo tiho in niti stavkom omenil tistega, kar je sprožilo to manjšo polemiko. Zadeve so bile morda napačne, ampak bolje je iti naprej. Vsaj tako je moje mnenje. Vsi pritožbeni roki so že davno potekli, zato je brez veze pogrevati zadeve, ki so se zgodile pred toliko leti. Pa pojdimo še k naši zadnji današnji temi. Za konec pa še novica, ki smo jo lahko zasledili na uradni spletni strani Formule 1 1. decembra. Seveda govorimo o Loganu Sargentu, mlademu ameriškemu vozniku, ki je podaljšal svoj dogovor z ekipo Williams. Po eni strani novica, ki ni nobeno presenečenje, po drugi strani mnogi navdušenci Formule 1 so odkrito razočarani. Namreč Liam Lawson bi morda si zaslužil malce več pozornosti, malce več priložnosti. A tu je treba poudariti, da je Logan Sargent produkt vozniške akademije Williams, medtem ko Liam Lawson je produkt vozniške akademije Red Bulla. Pri Williamsu imajo na razpolago 2 sedeža, pri Red Bullu, če upoštevamo glavno ekipo in Alfa Tauri, pa 4. Liam Lawson je dobil priložnost, pokazal je svoj talent, ampak ni prepričal glavnih odgovornih, da mu bi dali možnost. In zakaj sedaj bi moral priti na plano Williams, da bi
reševal kariero Lawsona. Seveda, če bi pri Red Bullu bogato plačali drugi sedež pri ekipi iz Groba, bi bilo to možno, ampak tako zastonj, zato da bi se nekako potolažilo mnoge oboževalce res talentiranega novozelandskega voznika, ne vidim smisla. A po drugi strani Logan Sargent ni toliko razočaral, kot nekateri mislijo. Seveda, malce po spletu okoliščin je prišel do točke in to na domači veliki nagradi Združenih držav. Ampak, da bi pri Williamsu po eni sezoni naredili menjavo, bi pomenilo, da bi novinca nekako zamenjali z drugim novincem, ki bi lahko bil, bodimo iskreni, še slabši. In konec koncev, če odmislimo Liama Lawsona, kdo bi pa lahko bil potencialni kandidat za sedež Logana Sargenta? Felipe Drugovich? Tudi on ima pogodbo z ekipo Aston Martina in čeprav tu gre za enak menjalnik, enak pogonski sklop, ne vidim, da bi bil Drugovich toliko boljši od Sargenta. Tudi v Formuli 2 je potreboval kar nekaj sezon, da je ratal prvak. A konec koncev, rad bi poudaril še neko malenkost. Verjetno ste zasledili, da nekateri avtorji trdijo, da, kako med sezono 2023 in 2024 na štartnem razporedu ne bo praktično nobenih razlik. A verjetno marsikdo je pozabil, da Nick de Vries se je izgubil tam na sredini sezone, da je prišel prav Lawson, ko je nadomeščal Daniela Ricciarda in praktično, če smo natančni, razlike so. Razlika med tistim, kar se je zgodilo na zadnji dirki sezone in onim, kar se bo zgodilo na prvi dirki sezone, je pa nekaj tako trivialnega, da sploh ne zasluži naše pozornosti. A vem, mnogokrat nekateri ustvarjajo zgodbo samo zato, ker se lepo bere v naslovu. A pustimo sedaj to. Prišli smo do konca 49. komentarja novic v letošnjem letu. Tudi tokrat je bilo kar nekaj zanimivih tem. A zaenkrat hvala za vašo pozornost in nasvidenje.